Brano za znanost na prvem večeru projekta, ki smo se ga lotili skupaj z založbo UMCO, ki bi radi zahtevnejše znanstvene teme približali ljudstvu, ki je nenazadnje njihov uporabnik. Moj prvi gost je nekdo, ki ga že dolgo časa občudujem in najverjetneje nisem edina, dr. Zoltan Pirtošek, predstojnik katedre za nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti, redni profesor nevrologije in nevroznanosti na Univerzi v Ljubljani. Sem povedala prav? Dobrodošli. Hvala, ker ste prišli. Vsak mesec bomo vzeli pod okrilje oziroma v naše izhodišče ena knjiga. Tokrat je to knjiga Henryja Marsha Ne škoduj. Enkratno delo angleškega nevrokirurga, v kateri se sooča in z nami deli zgodbe o življenju in smrti v možganski kirurgiji. Povejte mi, dr. Pirtošek, vi ste to knjigo prebrali ta konec tedna, če se ne motim. Povejte mi nekaj svojih utrinkov, kaj vas je presenetilo, kje ste našli kakršnekoli korelacije? Ste se kaj novega naučili? Naučil sem se nekaj novega, malo sem ponovil, sem nevrolog, nisem nevrokirurg, tako da se ukvarjam z nekoliko drugo usodo ljudi, z ljudmi, ki jih ponavadi veliko desetletij spremljamo. Knjiga pa moram reči, da mi je bila eno tako luštna poživitev tega vikenda. Ne toliko recimo, ker bi seveda odkril nekega novega Tolstoja, Dostojevskega ali kaj takega, ne gre za pisca, ki lepo piše in vendarle ne gre za neko literarno umetnino. Ampak moram pa reči, da to, kar sem v njej zelo začutil, tudi jaz moram reči, da sem na koncu proti koncu svoje take zelo aktivne, profesionalne poti, da še nekaj let imam, da se upokojim in pravzaprav to gledanje nekoga, ki, on to nekje imenuje brezobzirna iskrenost do svojih lastnih napak, do recimo sistema, v katerem dela, do smrti, do umiranja, do veličine človekovega življenja, do svojega lastnega življenja, do smrti svoje matere, do morebitne skorajšnje smrti svojega otroka. Skratka, kako en človek, ki je čist na koncu svoje profesionalne poti, odkriva neko modrost, življenjsko modrost, ki se kaže v veliki meri v tej brezobzirni iskrenosti. Knjiga je za nekoga, ki morda ni medicinc, zna biti tu in tam morda tako, ne vem, morda groba malo, zlasti, ko opisuje določena bolezenska stanja, umiranja teh bolnikov, pogovore nevrokirurgov. A se sliši? Zanimiva mi je bila, ker res uporablja to brezobzirno iskrenost nekoga, ki lahko gleda na velik del, na kar nekaj desetletij svojega ustvarjanja. O samem smislu bova še kaj rekla, ampak velikokrat se v njem sprašujejo ljudje res, ko so tik pred koncema. Če mi dovolite, bi prebrala en kratek izsek iz knjige, kajti nanj se tudi navezuje potem naslednje vprašanje. Tukaj dr. Marsh omeni angor animi, torej dušno tesnobo, nek občutek, ki obhaja nekatere med srčnim napadom, občutek, da bodo umrli. In v naslednjih dveh odstavkih Marsh pove sam, kako se je soočal s tem in kako je to občutenje pravzaprav se preoblikovalo skozi čas. To službo je prežemala rahlo mrakobna, poživljajoča napetost. Kmalu me je minil preprosti altruizem, ki sem se ga držal kot študent. Takrat mi je bila mala malica biti sočuten do pacientov, kajti sam nisem bil odgovoren za to, kar se jim je zgodilo. Z odgovornostjo pa pride tudi strah pred spodrsljajem. Bolniki se spremenijo v vir tesnobe in obremenitve z občasnimi vrhunci ponosa s pričo kakega uspeha.
Vsak dan sem imel opraviti s smrtjo, pogosto sem se proti njej boril prav z reanimacijskimi poskusi, včasih so i pacienti umrli zaradi notranje krvavitve. Realnost kardiovaskularnega oživljanja je zelo drugačna od tistega, kar lahko vidite na TV. Večina poskusov je klavrnih, reč poteka nasilno in ne manjka se polomljenih reber starejših pacientov, za katere bi bilo boljše, ko bi jih pustili, da lepo v miru umrejo. In tako sem postal okorel, na način, kakor že morajo postati zdravniki. In na paciente sem gledal le še kot na nekakšno tuje pleme, povsem drugačno od sila pomembnih, neranljivih mladih zdravnikov, kakršen sem bil sam. Šele zdaj, ko se bližam koncu kariere, se začenja ta odmaknjenost izgubljati. Zdaj me ni več tako strah, da ga bom polomil. Navadil sem se sprejemati neuspeh, tako da se zaradi njega ne počutim več ogroženega. Upam pa tudi, da sem se kaj naučil iz napak, ki sem jih zagrešil v preteklosti. In tako si lahko privoščim biti malce manj vzvišen. Poleg tega se leta prištevajo in na lepem ne morem več zapirati oči pred tem, da sem narejen iz istega mesa in iste krvi kot moji pacienti in enako ranljiv. Zdaj torej čutim do njih več sočutja kot v preteklosti, saj vem, da bom prej ali pozneje tudi sam, tako kot oni, v strahu za svoje življenje ležal na ambulantnem ležišču sredi prenatlačenega bolnišničnega oddelka. Kako bi to komentiral? Ja, zakaj nas smejal sem se, ker ne da bi vedela, ne vem, povedal sem si obkrožil isti odstavek, a ne, tako samo spraševanje, veliko let greš skozi to pot enega medicinca, kjer si ti na eni strani, bolni ljudje so na drugi strani, ne, in vendarle v določenih trenutkih vedno pride tisti trenutek, ko pa sebe vidiš recimo pod neko neonsko lučijo. To je zanimiv poglavje. Angor animi mimogrede je tak zelo star izraz za en bolj moderni, ki ste ga verjetno slišali, imenuje se angina pectoris. Ne. Če imamo angino pectoris, recimo, če imamo neko srčno zadevo, zelo pogosto krat čutimo tesnobo pri srcu in ta tesnoba, angina pectoris, ena izmed najbolj značilnih bolečin, kar jo imamo, medicinci jo že zelo zgodaj naučijo, ne nastane tukaj, le močno pritiska, včasih se širi v usta ali v levo roko. No in poglavje se vrti pravzaprav okrog tega, da njega pokličejo nekoč kot zelo mladega zdravnika k takemu bolniku, ki čuti, da ga je strah. Ne. Zanimivo je, da res tisti ljudje, ki umrejo recimo zaradi težav povezanih z angino pectoris, da jih je res strah, da je to čisto ene posebne vrste strah, eksistencialni, ne, in da skušajo povedati. In tako je tudi ta stari človek, kateremu je Marš prišel kot mladi Marš, tiste noči mu je rekel, veste, čutim, da je nekaj narobe z menoj. Marš, ki ni imel izkušnje, mu ni verjel, ne, je rekel, veste kaj, malo ste anksiozni, vse v redu, bomo dali malo, ne vem, apaurina ali pa nekaj takega. In potem pravzaprav na zelo lep način opisuje Marš tisto grozo v očeh tega starega človeka, ko je ta ugotovil, da mu zdravnik ne verjame, da ga ne, on pa čuti, da ga objema smrtna tesnoba. In potem res pravzaprav ko Marš odide 10-15 metrov stran, dobi ta srčni zastoj in ga morajo reanimirati. Ne. Prav več stvari je tukaj. Ta nejevira mladega zdravnika, pa neizkušenost, biti tudi gospodar nad življenjem in smrtjo, ali ta groza tega starčka z angor animi, da mu nihče ne bo pomagal, da mu ne verjamejo, ampak on ve, da bo umrl in potem res umre. In seveda jaz mislim, nekaj, kar ljudje zelo v sebi imajo, mnogi, zlasti bolniki z boleznimi, terminalnimi boleznimi srca, pa tudi tisti, ki nevrološko zaradi recimo tumorjev možganov dolgo umirajo, recimo, ne, to neko vedenje o neizogibnosti tega konca, ta čist poseben strah, ne,
angor animi, ki lepo imenuje in mnogi bolniki ta angor animi imajo. Moraš pa veliko let, pa veliko bolnikov srečati, da razumeš, da je to nekaj objektivnega. Kot nadzdravnik temu ne daješ tako posebno vrednost. Ampak v kateri fazi vaše kariere, življenja nasploh ste, če govoriva o tej gradaciji neke, bomo rekli, brezčutnosti v pogledu na organ do vzbujanja sočutja, si predstavljam, da najverjetneje niste enak zdravnik, kot ste bili, ne vem, 20 let nazaj. Kaj se je spremenilo in kako danes doživljate, ne nazadnje, tudi svojo minljivost, kajti če kogarkoli tukaj vprašamo, bo vsak rekel, seveda vem, da bom umrl, ampak nekje v zadaj je še vedno, ja, ampak mogoče bo pa jaz se na prvi, ki ne bom. Kako je z vami? Ja, jaz mislim, da ta brezčutnost, ki pri nekaterih medicincih zanesljivo je, jaz poznam par kolegov, ki so pravzaprav, pa ne v slabem pomenu brezčutno, ampak in v mnogih situacijah ti tehničnost nekega posega, zlasti pri kirurškem, ali pa recimo neka neizogibna usoda, kjer ne moreš nič spremeniti, verjetno na taka brezčutnost lahko pomaga, čeprav beseda je neustrezna, brezčutnost, gre za nekaj drugega. Jaz mislim, da medicinci v glavnem začnemo kot zelo čuteči ljudje, ki si zelo idealistično pomagamo, predstavljamo, kako bomo pomagali svet, kako bomo, da potem hitro zapademo v nek občutek neke vsemoči. Kot mlad zdravnik se spomnim recimo tega obdobja, da sem najpametnejši, da vse vem, da me nihče nič ne more naučiti. Potem pa potrebuješ recimo 21 let občasnih padcev, pa smrti, pa umiranj, pa da nekaj narobe narediš. No in zdaj eno od poglavij v tej knjigi se imenuje hubris. Hubris je v antični stari Grčiji izraz za skratka, ne označuje to etiko ali neke arogantnosti ali pa pravzaprav nekega sprejemanja, da jaz mislim, da je tudi zelo odvisno od specialnosti. Problem pri nevrokirurgih, in ta knjiga je seveda o nevrokirurgu, je, da on dostikrat vidi bolnika praktično samo enkrat. Da ga vidi nekaj dni pred operacijo, mu potem pove, kaj bo z operacijo, kaj se bo zgodilo z možgani, potem ga operira, potem ga ima nekaj dni na svojem oddelku in potem ali ta bolnik popolnoma ozdravi, pa mu potem vsak božič pošle eno čestitko, pa zahvalo, to so večno hvaležni bolniki, ali pa bolnik umre, skoraj da nikoli ne umre na kirurški postelji, umre ponavadi nekaj dni, tednov ali mesecev kasneje zaradi komplikacije možganske operacije, recimo krvavitve. In umre v drugi bolnici, ne v tej nevrokirurški, ampak recimo na rehabilitaciji, na kronični bolnici. Medtem ko recimo ravno ta smer, ki jo imam jaz, ali pa recimo tudi geriatrija, ki je v Sloveniji nimamo, to je specialnost, ki se prav posebej bavi z starimi ljudmi, ali pa tudi splošni družinski zdravniki, so pa profili zdravnikov, ki pravzaprav z bolnikom živijo celo življenje. Jaz recimo se spomnim kakih svojih bolnikov, ki so jih starši pripeljali kot male otročke, ker je bilo nekaj narobe, recimo pri porodu, pa potem niso. In seveda, zdaj so ti otroci odrasli ljudje, starši so ali mrtvi ali pa še vedno živi in še vedno s tistim glavnim strahom, kaj bo, ko mene več ne bo. In v teh letih recimo pa človek z njimi postane na nek način prijatelj, ni več tisto, to je bolnik, jaz sem zdravnik, če se ti z veliko let nekom srečuješ, potem na nek način ti kar vidno kopni ta neka aroganca mlade, ki pa kot mlad zdravnik jaz skoraj da ne poznam zdravnika, ki v svojem prvem obdobju ne bi imel nekega tako malo napuha, arogantnosti, jaz sem najpametnejši.
In morda je to tudi, veste, medicinci so vzgajani v tem, da ne smejo pokazati veliko neke šibkosti. Ne. Ni dobro, če mlad zdravnik reče, a veste, da to pa pojma nimam, moram si popoldne si doma pogledal. Ne. Skratka, seveda ni tudi dobro, da je tako nerealističen, da si predstavlja, da on to kar vse ve, da nikamor ne bo pogledal. Jaz mislim, da večina reagira tako, da pomiri bolnika, da neki možnih izhodov, tudi če ni v njih sigurno, pa vseeno pogleda pol popoldne, nekaj je. Si še kaj prebere. Povejte mi, koliko ste bili stari, ko ste prvič prijeli v roke možgane? Kole ste imeli? Ja, veste, koliko sem bil star? To je bilo v gimnaziji, pravzaprav moram reči, da so me ti možgani tako zelo zanimali, ne? In ker je eden od mojih staršev delal v bolnici, sem potem enkrat zaprosil, da me peljejo k patologu, ki je seciral. Tudi zato, da bi se testiral, ali lahko grem pa na medicino, pa zdržim to ali ne. No, ampak mene zanimajo ti občutki, če si samo sebe predstavljam, da bi imela v rokah možgane, bi me najverjetneje od vzhičenosti pobralo. Mislim, vsekakor zdaj tukaj in zdaj govorim, da pozitivno, ne? Tukaj je groze. Kako je bilo z vami? Ker možgane kot neko tvorbo, v katero strašno verjamemo, si težko predstavljamo kot eno tofuju podobno zdrizasto gmoto. Kako je bilo? Zame je bilo začuden, sem bil, ne vem, zakaj sem si predstavljal, veliko večji, da bo to ti možgani. Tako sem po svoje bil nerazočaran, ampak tako sem gledal tisto gmoto, ne, in nisem vedel, kaj bi si o tem nekako o tem mislil, noben nekakih velikih misli nisem imel, ne, bolj sem se tako čudil, tako mehki so bili, ne, videl sem potem, da je patolog, je dal prst noter, ker je moral neki, tako da, pa tudi ne kot neprijetno, zgolj kot neko čudenje, poglej, kaj imamo v našem telesu, tudi nekega, nikoli nisem videl, srce sem videl prej, ne, vse ostale možgane sem pa takrat prvič videl. Morda ste dobili zraven še pripis, čigavi so bili? Ne. Zgodovina medicine je vedno polna zanimivih zgodb. Najpogosteje se velikokrat učimo na nekih tragičnih primerih. Eden od njih je bil gotovo Henry Molaison, ki je zelo znan vsem znanstvenikom, ki se ukvarjajo z možgani. V glavnem, on je bil postal izjemno pomemben pacient v zgodovini znanosti o možganih, namreč zaradi napada epilepsije. So na njem opravili dokaj zanimiv postopek z izjemno krutimi posledicami. Zdaj pa, da jaz ne povem vsega, povejte mi vi, kako je ta primer zaznamoval vas, ko ste ga pravzaprav prvič slišali, ker je šokanten in nenazadnje, kaj je prinesel medicini? Zelo veliko, mislim, zdaj recimo mi živimo v neki dobi možganov, se mi zdi možganov pa vesolja, ne? In mi do pred 30 let pravzaprav možganih nismo vedeli skoraj da nič. Prvič nismo imeli slikanj, za razliko od vseh naših kolegov, kardiologov, ki so lahko slikali srce, hepatologov, ki so tipali jetra, ne? Mi smo šele tam nekje konec 80-ih let, ne, se spomnim časa, ko smo dobili prvi CT, prvič, da smo lahko pogledali, kako izgledajo ti možgani v zaprti koščeni kamrici. Potem prejšnje stoletje je bilo tudi sicer dominirano z filozofijo behaviorizma, skratka, kjer so znanstveniki, zelo prominentni znanstveniki rekli, ne se ukvarjati, možgani in glava, to so, mi jih lahko vzamemo kot črno škatlo. Mi moramo vedeti, kaj pride noter in potem moramo meriti, kaj pride ven, se pravi, obnašanje merimo, reakcijski čas, vse, kar se dogaja noter, pa ni relevantno, ne. No in šele pravzaprav tam nekje 80-ih, 90-ih let, ko smo pa naenkrat dobili strahovito zmogljive računalnike, ko smo dobili možnosti slikanja živih možganov,
Ne, najprej samo strukture, čez 10 let potem tudi delovanja, recimo kako je, če sem zaljubljen, kako je, če se odločam, ali bom kupil kavbojke, ali bom kupil nekaj drugo, vse to smo lahko gledali, kar se dogaja. Ne. Takrat je pa nastala nenavadna kombinacija dveh ved, ki sta se prej strogo držali druga skratka ločeno. Ena je bila psihologija, ki je do takrat živela v svetu nekih puščic, nekih, bom rekel, black boxov, ne? In pa nevrologija ali pa nevroznanost, ki pa so jo zanimale molekule, receptorji, akcijski potenciali, elektrika, ki se prevaža po možganih, kemične substance, ki povezujejo različne dele možgane, in to srečna poroka psihologije z kognitivno nevroznanostjo nam je dala popolnoma ene neslutene možnosti. Naenkrat je zdaj stopila ta nevroznanost na piedestal, ne vem, človeške radovednosti, upanja in tako. To je tisto, kar pomeni tako strašno pomemben premik in naenkrat potem mi dobimo ogromno znanja, podatkov najprej, s katerimi ne vemo točno, kaj bi delali, potem počasi pa tudi znanja. Je pa zanimivo, da se s tem, ko dobimo to novo znanje, ne, da se nevrologija z takimi banalnimi stvarmi, kot je preučevanje enega bolnika, recimo začne pomikati proti humanizmu, proti filozofiji. Kaj hočem reči? Recimo, če bi mene kot mladega specializanta nekdo mi rekel, da je spomin, pozornost nekaj zelo pomembnega, ne, bi bilo to na nek način nezaželjeno. Nepomembno so mišice, pomembni so refleksi in tako naprej. Ne, te stvari, kot so spomin, pozornost, to pa je neka čista filozofija. Šele ko smo mi kot stroka lahko to videli, te procese videli, ne, pred svojimi očmi, potem smo doumeli, da res obstaja nekaj takega, kar je recimo pozornost, kar je recimo deljena pozornost, kar je recimo motivacija, kar je recimo zaljubljenost taka pa drugačna, da je več vrst nekih ljubezni, ne, da recimo obstajajo neki korelati nečesa, kar se imenuje svobodna volja. Ne. O vsem tem se je začela nevroznanost izrekati, no, ampak to, kar je bilo pa meni posebej fascinantno, je pa, da ob teh vseh računalnikih, čudovitih slikanih, smo pa pravzaprav, če smo močno prisluhnili pa lepo spremljali te naše bolnike, da smo se ogromno tega naučili. Tak bolnik, eden je bil Henry Molaison, kot ste ga omenili, šlo je za mladega človeka v 20 letih, ki je imel epilepsijo, ampak ta božjast je bila tako, da se je začela v enem delu možganov in se na to hipno preselila v drugi zrcalni del možganov. Šlo je za po svoje najbolj misterioznih, fascinantnih delov naših možganov, hipokampus, kjer imamo mi shranjene vse spomine. Zdaj, ta operacija, ki je bila enkrat, samkrat izvedena v zgodovini človeštva, ne, to na tem nesrečnem Henry Molaisonu, HM smo ga poznali šele zadnjih nekaj let, ko je umrl pred 4-5 leti, so pa njegovo ime izdali, ne. Mi smo se učili o tem HM-ju. V čem je bil problem, ne? Ker je njegova božjast začela v hipokampusu, v tem centru za spomine, in je bila to huda epilepsija, zaradi katere bi on slej ko prej umrl. On je, ne vem, 20krat na dan padel, bi si lahko glavo potolkel, avto bi ga lahko povozil, ne. So se nevrokirurgi odločili, da bodo ta del možganov pač odstranili. In moram reči, da že velikokrat prej so odstranili hipokampus, ta center za spomine na eni ali na drugi strani. Vendar specifičnost tega HM-a, HM-ja je pa bilo to, da se je njegova hiperaktivnost iz enega hipokampusa takoj je prešla na drugega in potem so si nevrokirurgi rekli, prav, sej z enim
hipokampusom imamo veliko izkušenj, mogoče da malo pozabljivi postanejo ljudje, ampak ni nič kaj hudega, ne, še vedno se bolj splača biti nekoliko pozabljiv, kot pa to, da lahko umreš čez 10 minut. Bomo pa odstranili oba hipokampusa. In kot sem rekel, to je bilo edinokrat, da je bila taka operacija izvedena. Posledice so bile katastrofalne. Ne? Mimogrede, danes lahko vidimo take posledice, ne zaradi operacij, ampak če imamo en virus, ki nam napade možgane, in potem ta virus, herpes virus se imenuje, ta ima posebej iz nekega razloga rad, tropizem, skratka ima posebej rad hipokampus. In če bomo ta virus dobili v možgane, bomo postali Henry Molaison. Kaj pomeni biti Henry Molaison? Pomeni, da se ti ničesar več od trenutka, ko so te operirali, ne moreš naučiti, ne spomneš se za nekaj let nazaj, ne? Ti moraš zapomneš si nekaj za nekaj sekund in potem se to razbije. On je istega zdravnika, ki ga je na to recimo v bolnici, ki je zanj skrbel recimo 20-30 let, ne? Vsako jutro ga je srečal, se mu je predstavil, dober dan, jaz sem pa Henry Molaison, ne? Nisi mogel zapomniti, da so tretja vrata na levi strani, recimo kopalnica, znova in znova so mu more. Se je pa zelo dobro spomnil recimo svojega otroštva, staršev, tistega, kar je bilo mnogo let pred hipokampusom. Zakaj? Ker se ti spomini, ki so naši ali zelo, zelo zgodni spomini, ali taki spomini, ki so tako zelo del nas, da ni treba več, da vemo, da jih umeščamo v čas. Ne? Recimo, če vas vprašam, kaj je glavno mesto Italije, Rim, ne? To je tako splošno znanje, da ni potrebno, da je v hipokampusu, ampak je nameščeno vse povsod po možganski skorji. Ne? Zaradi tega je on izgubil samo tiste spomine, ki so bili vezani na prostor pa na čas. Zanimivo, vidite, v naši glavi, v naših možganih imamo organ, Einsteinov organ, imamo čas in prostor. Oba ta dva sta nekako kot pravzaprav materialno umaterializirana v hipokampusu. Ko je znanstvenica Suzanne Corkin potem več let ga spremljala in ga obiskovala, tudi ona se mu je morala vsakič znova predstavljati, napisala je knjigo o njem z naslovom Permanent Present Tense. In ko sem zasledila ta podatek, se je meni pravzaprav pojavilo vprašanje o tej celo ideologiji, v kateri danes živimo, se pravi živeti v trenutku, vedno biti tukaj in zdaj. Najverjetneje, da bi to res zmogli, grabli kirurga, ampak zakaj je možganom v resnici težko biti vedno tukaj in zdaj v tem trenutku? Ali obstajajo tudi kakšne ovire v sami strukturi možganov, ki nam razlagajo, da smo bitja, ki segajo iz preteklosti, razmišljajo o prihodnosti in so včasih tudi tukaj? Ja, nikoli možgani niso tukaj in zdaj, ne? To je zanimivo. Veste, možgani so en velik organ za predikcijo, za postavljanje neke hipoteze. Ne? Možgani sprejemajo en del informacij iz okolja, del vidnega spektra, del slušnega spektra, v glavnem gre to v ta naš zadnji del možganov in potem naši možgani na osnovi spominov, ki jih imamo, naše motivacije, naših želja, okolja, v katerem smo, naredijo neko pričakovanje ali hipotezo, ne? In potem samo skušajo potrjevati, kaj je statistično najbolj verjetno. Ne? Dostikrat se zmotijo, ampak v večini primerov, če nismo psihotični, če nismo bolni, pravzaprav zadenejo nepopolno resnico. Mi živimo v neki večni in ponavljajoči se iluziji, vendar je ta iluzija ni tako velika, da bi bila popolnoma skregana z realnostjo in pravzaprav čim bolj ujamejo to realnost, tem boljši smo. Ne? Vendar možgani nikoli ne odražajo enega popolnega trenutka, objektivnega trenutka tukaj
in zdaj. Ne. So en organ, ki veliko sanja, ki ima veliko hipotez na osnovi spominov, ne, zato je tako zelo pomembno, da to, da je HM zgubil spomine, ne, njega je to popolnoma onesposobilo, on ne bi mogel živeti v enem nezaščitenem svetu, ne, takrat pred 3 leti za Božič z temi ljudmi, ne. Ampak imamo spomine zato, da bomo nek trenutek, ki bo vnaprej se lažje, hitreje, bolj učinkovito odločali. Mi radi rečemo, ne, videl sem, torej je res. Se pravi, zelo radi se navezujemo na naše čute, koliko pač nam je na voljo jih. Že samo, če poslušamo zgodbe ljudi, ki so zaprti v kakšnih psihiatričnih ustanovah in trpijo zaradi halucinacij, kaj je njihova stvarnost in kaj mi mislimo, da se popolnoma razlikuje. Ampak ni nam treba pravzaprav iti duševno bolezen, da to opazimo. Učinek, ki se mu reče McGurk učinek, ne vem, če ga tako prevajam, ampak pravzaprav, ko pravzaprav poenostavim, misliš, da si slišal to, ampak si slišal nekaj drugega, je eden od primerov, ne. Kateri so primeri vsaki dan, recimo, ko gremo po cesti, ko niti ne vemo, da smo verjeli nečemu, pa je pravzaprav igra naših možganov. So kakšni taki, ne vem, povsem običajni momenti v dnevu. Ja, veste, kaj pravzaprav večina stvari, ki jih mi doživljamo čez dan, je pravzaprav neka naša statistična napoved, za kaj gre, ne. In temu je pravzaprav prav posvečen en del, evolucijsko najmlajši del možganov, ki je tako zelo učinkovito, je tale sprednji del možganov, ki na osnovi tistega, kar mi vnašamo v obliki slik, v obliki zvokov ali besed, v obliki položaja, zavedanja o položaju mojega telesa, ne. Skratka, jaz dobim neke informacije, potem pa zelo lep primer je na primer vidna podoba, ne. Ta vidna podoba, recimo, ki jo jaz zdajle gledam, čeprav je tridimenzionalna, čeprav je seveda prostorska in ima neke zakonitosti, se že v moji mrežnici, se pravi, že izven mojih možganov se razbije na tisoče nekih delcev in jaz dobim dvodimenzionalno podobo, ki se nato, ko vstopi v moje možgane, spremeni v elektrokemični vihar, ki nato potuje v čisto zadnji del možganov tukaj, da bi se počas in mukoma začela znova izgrajevati. Čisto tukaj se najprej, kar se zgradi, so pike, črte, tema, svetloba in nato, ko se odmika od tega zelo primarnega centra za videnje, vstopa v tele predele bolj sprednje, kjer pa imamo svoje spomine, svojo motivacijo, svoje pričakovanja, svojo ideologijo, ne? In tam se potem pravzaprav ta ista vidna informacija napaja z vsemi temi, ne? In mi vidimo dostikrat to, kar hočemo, tukaj je cel kup enih vidnih torej, iluzij, ne? Ne, tako da recimo ravno vid je en tak lep primer, kako ali pa slikarstvo, ne vem, če je kdo bil, prejšnji teden sem imel vodstvo po Narodni galeriji, ne, zakaj nas tako zelo udari to 20. stoletje, ki z neko neverjetno nasilnostjo ruši te čudovite, izbalansirane, kompleksne podobe renesanse, baroka in tako naprej, zaradi tega, ker se umetniki odločijo na nek način, da gredo nazaj k koreninam, ne, da gredo k črti, da gredo samo k barvi, da gredo samo in to je to, kar naši možgani pravzaprav doživljajo, potem pa mi ogromno tega dodajamo. In meja med norostjo pa nenorostjo je samo to, koliko so uspešni moji možgani, da pravzaprav statistično približno uganejo, da bom jaz lahko šel po tej cesti in ne recimo, ne vem, in me avto ne bo pogadil. Včasih kakšne zahtevnejše stvari lažje razumemo, če jih apliciramo skozi filme.
Film, ki je gotovo pretresel mnoge od nas, je film še vedno Alice, ki govori o profesorici, lingvistki, ki je ugotovila, da ima Alzheimerjevo demenco. Ampak vprašanje, ki se meni na koncu pojavilo, ni bilo povezano otrok s tragičnostjo te bolezni kot take, ampak z dejstvom, da obstaja bolezen, pri kateri tudi, če si se odločil, da se boš eutanaziral, to pozabiš narediti. Tukaj se mi je zdela največja tragičnost te demence, s katero imate pa vi med pacienti zelo veliko izkušenj. Nekaj bolezni je, kjer tudi, če bi si želel umreti, če si prepozen, ne moreš. En primer je, recimo, da ti je potem spomin in tako zelo okrnjen, kar je v primeru Alzheimerjeve bolezni. Imamo seveda potem eno drugo bolezen, zaradi katere je zelo netipično desetletja bolehu Stephen Hawking, in to je amiotrofična lateralna skleroza. Ta bolezen ponavadi traja samo kako leto, dve in potem ljudje umrejo. Je ena izmed strašnih bolezni. Trpljenje teh ljudi je zelo težko opisati, ker ti pri živem telesu pravzaprav odmirajo mišice, tako da na koncu pravzaprav ne moreš premakniti niti prsta, ne moreš govoriti, ne moreš požirati in čist na koncu ti potem umrejo dihalne mišice. Strašna smrt. Strašno umiranje, strašna smrt. Mnogi ljudje seveda si zelo želijo smrti in mnogi sodni procesi, ki so bili in legalni procesi in tako naprej v Veliki Britaniji, v Ameriki in tako naprej, so prav pri bolnikih z ALS-om. Namreč tudi ti, če zamudijo neko določeno točko, potem ne morejo recimo si vzeti življenje, če bi lahko, tako da mi lahko zamudimo to ali zaradi tega, ker nas zapusti spomin in kot je bilo pri Alice, čudovit film, ne vem, če si ga niste ogledali, si ga dejte, jaz ga vedno študentom svojim tudi pokažem, ampak lahko pa zamudimo tudi zaradi tega, ker nas telo ne bo ubogalo, bo tukaj, vendar naše telo ne bo več zmoglo. In dostikrat pri nevroloških bolnikih opazimo recimo to, da preprosto ni več, ali pa volje, ni huda depresija, recimo, prizadene tisti del možganov, ki ti popolnoma ugonobi voljo. Tudi voljo, in ena nevarnih faz, ko bolnika dajemo na antidepresive, močne antidepresive, je eno obdobje te rekonvalescence, ko je on pravzaprav že toliko pri sebi, še vedno globoko depresiven, še vedno nevreden sebe in sploh grozen, vendar recimo, ko mu damo za zdravili že toliko volje, da pa recimo lahko samomor naredi. Možgani so res en krasen organ in v zadnjih desetletjih se zelo veliko govori o njihovi sposobnosti samoobnavljanja, o tem, da nikoli ni prepozno in da bi se naučili novih znanj in tako naprej. Tudi mogoče malce iluzorno v upanju, da bi vendarle se učili vse življenje, kar je sicer krasna reč, ampak povejte mi, kako na možgane vplivajo recimo rigorozne življenjske situacije, kot je revščina, socialna izključenost, odraščanje recimo v razmerah, ki so krute. Nam lahko to na nek način ohromi določen del možganov, ki nam bo, zaradi česar kasneje niti ne bomo imeli volje, mehanizmov, da bi naredili kaj drugače, tudi ko bi lahko. Prej ste omenili nekaj zanimivih primerov. Povejte mi, se to lahko zgodi? Jaz mislim, da je odvisno od stopnje revščine ali pa od stopnje tega, kaj ti okolje nudi ali ne. Zanimivi poskusi so pravzaprav že v živalskem svetu čudoviti, ki pravzaprav zelo lepo pokažejo to plastičnost možganov in kako se možgani strukturno spreminjajo. Ena serija poskusov je, recimo, kjer so miške ali pa podgance, ne vem zdaj točno, kaj so bili, ampak recimo ene so dali v zelo obogateno okolje z veliko svetlobe, nekih zvokov, nekih žogic, nekih sirčkov, nekih labirintov, ves čas je ta
živalca imela nekaj za početi in se je z nečim ukvarjala. Tam v sosednjih kletkah so bile ene, ki so imele pravzaprav skrajno osiromašeno okolje. Struktura možganov, ne samo potem, da so bolj uspešne, dlje živijo, ampak tudi struktura, ko pogledate, te možgane je bistveno različna pri teh, ki živijo v obogatenem okolju. Zdaj pri človeku, nažalost, imamo tudi pri ljudeh mi neke primere, ki nam jasno kažejo, da če ti v določen, in pri človeku je dostikrat to v obliki nekih zlatih oken priložnosti, ne? Če mi otročka v določenem obdobju, če mu ne damo določenih stimulusov, bo lahko zavedno zamudil. Recimo znani so ti otroci, Feral's Children, ko so jih volkovi ukradli, pa potem ne pojedli, ampak vzgojili, ali so jih starši nekje odložili. Mimogrede od François Truffaut je en krasen film naredil v 70-ih, črno-beli, tak črn film noir, črna, skratka v francoskem filmu eno zanimivo obdobje, kjer je pokazal prvega takega opisanega dečka, to je bil en Victor, ki so ga našli nekje na jugu Francije, 13-letnega, ki je 13 let oziroma 11 let verjetno živel med volkovi. In potem ga je takratni zdravnik, dr. Itard, zelo znan, nevrolog, ki še nikoli kaj takega ni čul, ni videl, je rekel, njega je vzel sebi domov v svojo hišo in potem zdaj opasoval, kaj ta otrok, ki od svojega 2. leta ni bil pri ljudeh in so ga očitno vzgajale živali, česa se on lahko nauči, česa se ne more naučiti. Vidite, in recimo tako je ta Viktor jasno pokazal, nam dokazal, da imamo neke vrste, da malo poenostavljam, okno za govor. Če otrok ne sliši govora v svojem 1. letu, 2. letu, potem nikoli, morda bo spregovoril 10-15 besed, vendar nikoli ne bo imel takega govora, kot ga imamo mi. Ne vem, mogoče je kdo od vas slišal za posebej tragično zgodbo, ki so lahko na internetu pogledate. To je bila pa ženi, ena deklica, ki so v Kaliforniji pred 10 leti našli priklenjeno takole do svojega 13-14 leta, ker jo je oče skratka tako imel. Skratka, ti otroci nažalost so nas ogromno naučili, kaj pomeni, če recimo jaz ne šlistim človeške besede. Drug tak tragičen primer je bil, veste, v Čaušeskovi Romuniji so pediatri, in to so nam tiste redke trenutke, jaz se spomnim, bilo je nekaj redkih trenutkov, ko smo zdravniki evropski imeli možnost se družiti z romunskimi, ampak drugače te priložnosti ni bilo, morda si mlada generacija to težko predstavlja, ampak to je bila neka res železna stena. No, ampak recimo takrat, ko smo bili, vem, da so nam tiho šepetali, pa tako okoli gledali in šepetali o grozi tega, da so oni kot pediatri morali otroke na nek način klasificirati, jaz mislim, da z nekimi črkami klasificirati, in potem, če si dobil črko D, si pa, starši so bili obveščeni, da si umrl. Te otroke so pa dali v neke posebne, ne vem, kaj bi človek rekel, farme, kjer so jih imeli dobesedno kot prašičke, in tako jim metali hrano, in seveda ti otroci tudi, ker nihče ni z njimi govoril, se nikoli niso naučili jezika. Je pa zanimivo nekaj, in to smo se tudi naučili. V naših možganih je kot en hardware postavljena neka naša potreba, da sami izgradimo ene vrste jezik, pa gramatiko tudi. To je sicer ena znana lingvistična teorija. No, in ti otroci so sami med sabo iznašli nek jezik, ki je celo imel neka gramatična pravila, in ko so jih veliko let kasneje potem rešili in jih dali, skratka, in jih skušali resocializirati, so se, ko so bili sami vedno pogovarjali v tem jeziku. Drugo, recimo, če boste vi v določenih tednih zaprli oko otročko, bo on slep na to oko, ne bo videl. Za moralo, recimo, verjetno imamo neko
okno, ki je potrebno zato, da mi čutimo empatično to, kaj drugo bitje hoče, ne. Če to zamudimo, pol tega preprosto ne bo več, ne. In v tem smislu, seveda, če gre za neko popoln neglekt, ne, pol so posledice katastrofalne, zelo dobro opisane, zelo dobro znane, tudi z fMRI-jem, skratka z nekim slikanjem pokazane v možganih. Če pa gre morda samo za delno neko osiromašenje, veste, pa lahko to včasih pomeni tudi nek izziv, ne, what does not kill us makes us stronger, ne. Tako da seveda to, če se jaz moram boriti, pa imam možnost, da potem, ne to, da nimam nobene možnosti, to je najbolj grozno, to je tistih stres, to je veste, kjer stres je najbolj hud. Tist, kjer ti ne moreš nič zmagati, nič dobiti, ne. Eden najhujših stresov, recimo, jih doživljajo recimo starši z otroci z hudim avtizmom, kjer nikoli ne boš dobil nek nasmeh, neko. Eden najhujših stresov, ki upam, da jih ne boste nikoli doživeli, je stres skrbeti za hudo dementnega človeka, ki ga imaš silno, silno rad, ne postal mama, oče, brat, otrok, ne, svoj lastni. Ker je to, ker tam nikoli ne samo zgubljaš, ne. Ti se moraš filozofsko pa nekako resetirati, ne. Bistveno se moraš filozofsko resetirati, da se rešiš iz tega. Tako da, ja, jaz bi rekel, da hudo pomanjkanje, ali pa še en primer bi rad povedal, ker me po svoje boli zdaj, ko ga vidim. Recimo tole, ko mladi ne morejo dobiti dela, ne, to je na tako stalno neko, ti si težko zgradiš samo spoštovanje, ti težko zgradiš neke temeljne stebre, na katerih boš ti potem funkcioniral kot človek, ki je vreden zaupanja, ki bo pomagal, ki bo to ustvaril, ono ustvaril. Recimo, če dela nimaš, to prekarno delo, recimo, ne. Ni bilo sicer študije nobene narejene, ampak jaz mislim, da v takem stresu kroničnem živeti res tudi tako možgane spremeni. In po drugi strani, če jih obogatimo, zelo znana je študija londonskih taksistov, ne, kjer oni morajo imeti v svojih možganih cel zemljevid Londona, ne, in že po nekaj tednih vožnje so se jim tisti deli možgani, znova se vračam k Einsteinovemu organu, k hipokampusu, ne, se jim je hipokampus vidno, en del hipokampusa vidno odebelil, ne, potem so pa prenehali, eni so prenehali pol voziti in je tisto zginilo, ne. Nam se dobesedno nam en del možganov lahko poveča, če imamo neke določene dražljaje in tako. Vprašanj imam še veliko, ampak prav bi bilo, da tudi vi postavite kakšno samo za konec še ena reč, ki jo imam jaz zelo rada, spanje. Dolgo časa je bila zelo popularna krilatica, da ni časa za spanje, samo delo je tisto, ki je pomembno. Potem smo se začeli zavedati, da nespočito telo in nespočiti možgani prenašajo bolezni, no potem so pa kasneje že začeli govoriti o katastrofalnih posledicah na možgane, ki jo ima recimo namenska kronična nespečnost. Povejte mi za konec, zato da bomo z manj slabe vesti spali 8-9 ur po noči, kaj se zgodi možganom, če jih maltretiramo z budnostjo? Sej, veliko je študij, ampak mogoče ena, ker se jaz ukvarjam kot nevrolog posebej z Alzheimerjevo demenco. Ne bom povedal eno od zadnjih študij, ki so se kot nevrologa, ki tudi malo spi, posebej dotaknile, ne. In to je, a veste, demenca Alzheimerjeva nastane zaradi tega, ker se v možgane začnejo kopičiti neke beljakovine. To so beljakovine, ki so sicer normalno prisotne v naših možganih, vendar se nekaj zgodi, da na nek način recimo podivjajo, postanejo hudobne in tako naprej. To sta dve beljakovine, ena je amiloid, ena je tau.
In zdaj ta amiloid, kot sem rekel, je tudi normalno prisoten, vendar na nek način, ko dobiš Alzheimerovo demenco, zatrdi, postane kot neke ogromne kepe, ki ti razrušijo, potem razrijejo možgane. In študije so zelo jasno pokazale, da če imaš dovolj fiziološko, to pa je zdaj seveda drugo vprašanje, kaj je fiziološko dovolj spanja, pa recimo, da imaš, ker spanje ima več stopenj, enoosebno je REM, enoosebno je non-REM in tako naprej. Če imaš ti dovolj vseh teh stadijev, zlasti tega REM-a, se tebi v spanju, ampak dobesedno topijo te hudobne beljakovine amiloida. Če ne spiš, se tebi veliko hitreje tisti normalno prisotna beljakovina amiloid se ti na nek način zacementira. Tako da mnogo je seveda drugih študij, ampak recimo kot človek, ki se ukvarja z Alzheimerovo demenco, bi rekel, da sem zdaj res prepričan, da bo kmalu prišlo, zdaj govori o 5-6 recimo stvarih, ki jih lahko naredimo, da to demenco prestavimo recimo za 5-6 let. To lahko naredimo, če nam je dana v zibelko, trenutno bo tam ostala, da še ne znamo, da je ne bi imeli. Vendar lahko pa naredimo 5-6 stvari, recimo, ki namesto, da bi dobili demenco recimo v svojem 68. letu, jo lahko dobimo v 74. letu. In ena izmed stvari, ki smo jo prej bolj anekdotsko imeli, tako smo rekli, veš, pa tudi moraš, ne da bi točno vedeli, zakaj to govorimo, danes zelo jasno slike pokažejo in mislim, da bo med prve 3 prišlo zdaj spanje kot neke vrste, ne zaščita, ampak recimo stvar, ki ti lahko odloži demenco. Pa še to, da ena izmed kaj funkcija spanja, posebej san, posebej tega REM faze, je utrjevanje, učenje, ne tega, kar ste se danes, ampak recimo pred nekaj dnevi, kar ste se naučili, kar prihaja v obliki nekih bizarnih podob, ki kršijo pravila časa in prostora in mogočega in nemogočega, vendar proces, ki je v osnovi vsega tega, je, da jaz konsolidiram svoje spomine in si ustvarjam nove spominske mreže, nove spominske poti. Kot smo pa prej rekli, spomin pa ni sam zato, da se spomnim, kako fajn sem se imel na maturantskem večeru, ampak da znam nek problem, ki bo pred menoj rešiti na bolj učinkovit način. Hvala lepa za ta pogovor in prosim še za nekaj vprašanj. Jaz sem pričana, da jih imate veliko, ali koga od vas kaj posebej tare. Če imajo kakšno vprašanje, ne ostane in pove na glas, ga bomo veseli. Tukaj je dr. Pirtovšek, najverjetneje nimamo vsega priložnost mu postavljati vprašanje. Jaz imam 2 vprašanji. Prvo vprašanje je, na primeru tega reveža, ki smo po kampusu vzeli na 2 stranih ven, kako je pa on čas dojel? Če mogoče bi znali kaj to? Ne, oni izgubijo smisel za čas. Tega koncepta pol ni. Oni ne razumejo, recimo, da je bilo nekaj pred 10 minutami ali pred pol ure ali kaj takega. Oni živijo, a veste, kaj je, obstaja na internetu, obstaja, ne vem, če sem zdaj spomnil imena, ampak en angleški dirigent, ki ima to isto, samo da je dobil z virusom, tistim virusom, se ne morem spomniti, ampak če vi napišete na internet, če napišete recimo bilateral hippocampal damage, English conductor, na dvojni V se nekaj začne, so tam čudovite, zelo dolge, recimo, ne vem, 10-15 minut dolge ilustracije, ko se on pogovarja s svojo ženo. Te ljudi pa na koncu vsi zapustijo, nemogoče je recimo z njim živeti, ker seveda on živi samo iz tega, da nekaj sekund ima nekaj v mislih in potem to zgine. Spet nekaj sekund. No in ta recimo, med ostalim, kar vidiš na internetu pri tem človeku, je, kako si piše v knjigo.
v zvezek si piše tukaj sem, še sem tu sem, čutim. To, kar lahko v nekaj sekundah ugotovi, to hitro napiše dol in potem se to zgubi. Drugo vprašanje pa je, naprimer, mišica je podvržena enemu konstantnemu upadanju v volumnu, pa v strukturi, pa v funkciji skozi čas, nekaj pri 30 metrov. Možgani v principu to no in mišica, ki dovolj oslabi v funkciji in v količini, je temelj krhkosti, fizične krhkosti. Fizična krhkost ima več determinant. Eno determinant fizične krhkosti je seveda neustrezna prehrana. Narobe sem se izrazil, neizkoriščen potencial prehrane. In prav natančno se ve, naprimer, da če so v našem beljakovin manj kot toliko, so neke meje, pri starejših so morda nekoliko drugačne, potem mišica ne bo svojega potenciala, ki ga še ima, uspela izkoristiti. Zdaj pa moje vprašanje, se pa navizuje seveda na možganih. Analogija na možganih, ja. Isto je, v bistvu je isto. Veste, kako se pa to vidi, seveda tam se ne bo videli z neko krhkostjo, z neko mišično nemočjo, ampak recimo, če imamo mi človeka, ki ima, vi bi to imela krhke možgane, recimo, ki ima tudi rečemo atrofične možgane, ki ima neko ali generalizirano bolezen, ali je preprosto zelo, zelo star. A veste, po čem mi vidimo, kako zelo krhki so ti možgani? Vi jim date neko zdravilo v čist malem odmerku in oni bodo strahovito burno reagirali. Pa ne vem, če ste kdaj slišali za delirij. Starejšega človeka, včasih je samo to dovolj, da ga ti daš v bolnico. In on bo čez noč razvil prisluhe, privide, čisto bo avtonomno porušen. In to je pravzaprav na nek način, recimo, da možgani ne kažejo svoje simptomatike tako kot mišice, jo kažejo drugače, recimo z delirijem, z prividom in zelo pogosto razvijajo. Veste, zdaj pa naši možgani, zlasti leva hemisfera, to je enega zadnjega čudovite stvari delu na tem, leva hemisfera je veliki interpret tega, kar se dogaja v naših možganih. Mi dostkrat, kaj hočem, možgani vedno hočejo zgodbo imeti. In tudi, če jim boste vi ponudili samo ene par stvari, bodo oni iz tega naredili zgodbo. Naredila jo bo leva hemisfera, ki je verbalna, ki je narativna. In potem se jaz spomnim recimo teh starih ljudi, ko prideš na vizito, in imajo zelo atrofične možgane, zelo skratka take ranljive možgane in potem samo rečeš, no gospa, kako pa je bilo danes, kje ste bili kaj na trgu in seveda gospa recimo, ki je že 2 meseca recimo v bolnici, ja, in pove, kako je bila na trgu, kaj je videla, kako je sina slišala. Ona ne laže, ona ne halucinira, ampak preprosto njeni izmučeni možgani vedo, da ne imeti zgodbe, ne imeti nekega smisla, da je to pravzaprav nek konec in potem nastanejo tako imenovane konfabulacije, kot je ti starejši bolniki, ki imajo zelo prizadete možgane, potem pripovedujejo te zgodbice. Za kakšno vprašanje še imamo čas? Zelo lepo ste povedali na začetku, da je nevrologija naredila velik skok v preteklih desetletjih, za razliko od drugih panog, ki so to naredile že prej, ker so lahko pač pogledali, kaj se v resnici dogaja. In mene zanima ravno z tega zadnjega, ko smo o spanju govorili, druge panoge so seveda že zelo zavestile, da zdravljenje pride na koncu, prej pa preventiva. In so seveda cele teorije o tem, kako preprečimo srčno-žilne bolezni, diabetes, pulmološke bolezni, bla, vse živo. Mene zanima, kje je v tem preventivnem delu, nekaj ste že nakazali, nevrologija. Ja, glede tega je pa nevrologija pa zastaja za ostalimi. A veste, nevrologija je bila desetletja, ko so bili tisti vici o raznih specialnostih, in pol je bil vedno kirurg, ki je tisti, ki nič ne zna, pa vse naredi.
Mi smo bili tisti, ki vse znamo, pa nič ne moremo narediti, ne? Patolog je tisti, ki vse zna, vse naredi, vendar 2 uri prepozno. In mi smo bili neka strašna taka intelektualistična veda, ki je na osnovi nekega refleksa, Zenič se, kako je bila položena, potem nekega zgibka, smo lahko rekli, aha, gre za okvaro v tem in tem delu možganov na desni strani v 30 letih, veste, so vse te fascinantne stvari, kot so zdravljenje kapi, parkinsonizma, zdaj bo prišla demenca. In mi smo bili tako nebogljeni pri tej terapiji, da je bilo ogromno nekega nihilizma. Za nevrološkega bolnika je značilno, da je v stoletjih žrtev nihilizma in žrtev pravzaprav, veste, to, ne vem, on je nor, on je čuden, mislim, njega je hudič obsedel, kaj takega. In stroka se dejansko s preventivo nikoli ni ukvarjala, ne. Šele zdajle, ko vidimo, da to, kar je dobro za srce, to je dobro za možgane, če zelo poenostavim, ne. Zdaj recimo posebej na področju določenih bolezni, torej demenca je ena izmed teh, a ne, mi začenjamo velike epidemiološke študije in se trudimo, da bi delovali preventivno. Ampak zaostajamo z ostalimi strokami precej. Jaz se vsem vam iskreno zahvaljujem, da ste prišli. Gospod Samo Rugel bo nekaj vprašal. Tako zelo prosto vprašanje. Nisem nikjer še to uspel prečitati. Recimo možgani, recimo so približno 2% teže, telesne človekove, porabijo pa 20-25% energije. Ko ste bili pa rojen tistega dne, ne vem katerega dne, so pa 75. No, vidite, kaj bo rekla, pred 21 leti, ne na včerajšnjem, so pa 75% porabljene. No, zdaj pa recimo 20-25. Ja, tako. Kaj se dogaja? Kam je ta energija? Mislim, kaj se dogaja v možganih, da toliko energije porabi? Veste kako, več stvari je. Eno je, od tistih 20.000 genov, ki jih imamo, gen vedno pomeni, da potem se ti naredi neka beljakovina, pa da se nekaj dogaja, jih je velika večina, skoraj vsi so v možganih. Da za razliko od ostalih organov, ki dobesedno lahko počivajo, možgani nikoli ne počivajo. Absolutno ni res to, da mi uporabljamo samo 10% možganov. Tudi ko smo mi v popolnoma relaksiranem stanju, mi imamo samo en drug vzorec nečesa, kar se dogaja v možganih, en default network je. Skratka, možgani so organ, ki dan in noč gara, ki tudi takrat, ko bi bilo dobro, da izklopi, kot sem prej povedal, ustvari konfabulacije, zgodbo, ker jo potrebujemo. In še to bi rekel, da je ta a veste, jaz rekel, imamo 1300-400 so naši možgani. Nismo, recimo neandertalci je imel dosti večje možgane, 2000 gramov je imel on in vendar smo ga nekako spodili iz obličja tega planeta. Verjetno, veste, neandertalci je dal več poudarka na to, kako je on doživljal aferentno, kako je doživljal svet. Mi smo dali več poudarka na ta del možganov, kjer svet spreminjamo. Ampak nekaj zanimivega se dogaja v zadnjih 60.000 letih, se pravi približno od takrat, ko smo postali tudi kognitivno-kulturološka civilizacijska bitja, do 50.000 let, nič nismo delali, samo kamne smo malo ustrili, tam nekje 50, 60, 40.000 let pa naenkrat začnemo risati dati svojo roko takole in jo pol z rdečim okrom bizone rišati,
rišemo, mrtve pokopavamo z rožicami, z vsem tem. Se pravi, tam nekje 60 000 let se nekaj pomembnega zgodi, ne vemo kaj. Ena izmed zelo verjetnih možnosti je, da se pojavi en supergen za trojno mutacijo in to je en gen, ki nam povezuje možgane. Ne? Zdaj, če bodo možgani veliko bolj povezani, vsak nevron, vsaka možganska celica ima do 10 000 povezav z drugimi celicami. To je ogromno. Ne? No, in tako je prišlo do take mutacije, ki so nam še več teh povezav dale. Ampak kaj je nekaj fascinantnega, da v zadnjih 50 000 letih, odkar smo postali tako civilizirana bitja in kulturo in civilizacijo in memi so se začeli, ne samo geni, ne, da mi izgubljamo možgane. Mi smo v zadnjih 50 000 letih izgubili možganov za eno žogico golfa. Tega ne razumemo, v bistvu ne razumemo, kaj se dogaja. Ena izmed teorij je, da je to tako pošastno drag organ, ne, da ga mora evolucija na nek način poenostaviti in ena izmed možnosti je to, da pravzaprav ga racionaliziraš in da vlečeš, ne, da ne bo več 25%, ampak 17%. Energije imamo dovolj, ne? Mislim, energije imamo dovolj, za hrane lahko dovolj dobimo, tako da ni nekaj pametnega razloga za to. Naprimer. Ja. Takšni večeri bojo na voljo v Dektarju vsak mesec, vsakokrat z eno drugo knjigo. Aprila se bomo lahko srečali s knjigo Narava, zdravi in popravi novinarke Florence Williams, ki se je družila z znanstveniki celega sveta, da bi razumela, kaj je dejansko v naravi tisto, kar je dobro za nas, malo tudi povezavi z tisto znano raziskavo Rogera Ulricha, mislim, da je bil, ki je nekoč spremljal paciente, ki so jim operirali žolčnik in jim je ponudil različne poglede, enim skozi okno na drevesa, drugim abstraktno sliko, tretjim goli zid. Vemo, kdo je hitreje okreval. Knjigo Henrija Marša Ne škoduj bomo lahko tudi Renate danes dobili tukaj, a ne? Ja, tam zadnje se prodaja, če ga zanima, znižani ceni. Na dogodkih nam to zakonodaja dovoljuje. Doktor Pirtošek, prav vesela sem, da ste bili moj gost danes in osvetlili ste nam ta božanski organ na veliko zanimivih načinov in se vam res iskreno zahvaljujem, da ste prišli. Hvala vam.